Moč države ni v močni vojski, v močni policiji, niti ne v nekem solidnem gospodarstvu. Moč države je predvsem v trdnih družinah, ki trdno živijo poštene človekove vrednote. Splet ukrepov mora biti zato, da se pravzaprav poveča to veselje do življenja. Niso samo materialne razmere. To pomeni tudi ustrezno spodbudno okolje, mišljenje, tudi pozornost celotne družbe. Nekako v zadnjem času v tem individualiziranem okolju ali pa v teh individualiziranih smernicah težko najdemo nekako, oziroma težko se pojavi to vrednotenje, splošno in veselje do posameznega otroka. Da, odločitev za otroka je individualna, je posamezna, vendar to veselje, to sprejemanje mora biti nekako dano tudi z tega širšega okolja. Pa vi še vedno verjamete v strategijo? Da, verjamem, zato sem jo tudi naredil in verjamem v svoje dejanja. Upam, da bodo tudi ostali verjeli, kakorkoli že je s strategijo. Strategijo bo Slovenija morala imeti, ali z Drobničem ali brez Drobniča. Namreč v okviru teh držav predsedovanja imamo najnižjo rodnost, vendar pa nimamo ustrezne usmeritve, ki bi bili kos ostalim dvem članicam, državam, ki bodo vodile predsedovanje. Oni so v ospredje postavile zavzemanje za družino. In vesel bi bil, in mislim, da tudi veseli bi bili vsi državljani, da bi se tudi vlada na takšen način odzvala. Slovenija je žal na repu, kar se tiče rodnosti v evropskih državah, povsem na repu, ki jih počenjamo danes, ki jih vršimo danes, spremembe se bojo poznale šele čez dolgo let. Nazadnje, lahko v šali povem, tudi če bi zdaj nekaj posebnega naredili, ne moremo rezultatov dobiti preko v 9 mesecih, a ne, če konkretno delamo na nekem konkretnem vprašanju. A ne. Torej, moramo delati. Tako kot je današnje stanje rezultat dejanj morda pred 15, 20 ali pa 30 leti. To je posledica. Sedanje stanje je rezultat tedanjega. Jaz sem pa vesel, da mladi rod in tudi ljudje zelo visoko postavljajo družino, ker v njo verjamejo, ker v njo upajo, ker imajo zaupanje in ker je to tisti prostor intimni, kjer doživimo največ veselja. Seveda pa ne moremo tudi mimo tistih vprašanj, ki se dogajajo, pa niso hvale vredne v družinah. Zato smo poklicani vsi, da izboljšujemo situacijo. Pa vi menite, da se ministrica premalo ukvarja s tem področjem? Sam menim, da nikoli ni zadosti narejenega, kakorkoli že počnemo. Zato, ker je situacija zelo vprašljiva, ker je zaskrbljujoča in bi morali vključiti vse resurje, ki jih imamo na razpolago, zato da se to spremeni, da se to izboljša. Da premalo, vsi naredimo premalo.